Kako pa je v lekarniški dejavnosti? Kako zaznavate ozaveščenost mladih glede varne spolnosti in tudi glede pomena zaščite s kontracepcijo? Kako pogosto vas prosijo za svetovanje? Ja, v bistvu mladi so kar pogosto obiskovalci lekarn z naslova kontracepcije, sploh mlade ženske, ki pridejo po peroralno kontracepcijo, ki jo dobijo predpisane s strani ginekologa. Večkrat se pa pri nas oglasijo tudi z namenom, da kupijo nujno kontracepcijo. In takrat je nasvet farmacevta zelo pomemben, kajti pri uporabi nujne urgentne kontracepcije veljajo neka določena pravila, kdaj kdo lahko vzame, oziroma pač, če ima ženska kakšne druge pridružene bolezni, ji lahko to odsvetujemo. Sicer pa ja, mogoče v lekarnah kdaj pri svetovanju kontracepcije zaznavamo določen problem pri diskretnosti, ampak tudi to lahko uredimo s tem, da to mlajšo žensko oziroma žensko, ki se zanima o kontracepciji, povabimo v prostor za svetovanje in se tam z njo pogovorimo o stvarih, ki jo zanimajo. Lahko mogoče predstavite kakšen konkreten primer, zakaj je potrebna toliko bolj fokusirana pozornost pri pacientkah, ki imajo tudi pridružene kronične bolezni? Ja, stvar je v tem, ni vsaka kontracepcija primerna za vsako žensko. To zelo dobro vedo specialisti ginekologije, seveda, ker zato je tudi zelo pomembno, da ženska, preden stopi v svet spolnosti, jih obišče in se z njimi pogovori. Ginekolog jim potem svetuje v primerni kontracepciji za njeno starost, in kot sem že rekla, pridružene bolezni, stanja, genetiko. Zakaj? Zaradi tega, ker na nek način moramo reči, da so to kemijske substance, zdravila, ki lahko stopajo v interakcije tudi z drugimi zdravili, z drugimi substancami, ki jih mogoče pacientka oziroma ženska uživa. Zaradi tega, ker se ta zdravila tudi vpletajo v določene druge kaskade bolezni. In ja, nočem zdaj pokazati na to, da mogoče kakšna kontracepcija ni varna, seveda da je, ampak vedno je treba izbrati pravo za pravo žensko.